Pozdravljeni v podkastu Zavoda za zaposlovanje Za kulisami trga dela. Današnja epizoda ima naslov Beg možganov ali kroženje talentov. Možgani na poti domov. Vsako leto številni mladi Slovenci odidejo v tujino. Nekateri zaradi študija, drugi zaradi kariere, tretji zaradi želje po novih izkušnjah in širšemu pogledu na svet. Veliko manj pa govorimo o nečem drugem, o vračanju. Kaj se zgodi, ko nekdo po letih življenja, študija, dela v tujini začne razmišljati o vrnitvi domov? Kaj ga vleče nazaj? Kaj pogreša? In kaj ga pri vrnitvi čaka? In kaj bi Slovenija lahko naredila, da bi se še več ljudi odločilo svojo prihodnost graditi spet doma? Danes sta z mano dva gosta, ki sta del svoje poti preživela v tujini, danes pa svoje znanje in izkušnje prinašata nazaj v Slovenijo. Žan Dapčevič je predsednik društva Vtis, ki povezuje v tujini izobražene Slovence, študiral in živel je v Novi Zelandiji, Singapurju in Veliki Britaniji, danes pa vodi akademijo. Anžej Dežan je član društva Vtis, študiral je v Veliki Britaniji, delal v Veliki Britaniji, Franciji, na Japonskem, ponovno v Veliki Britaniji, danes pa svojo poklicno pot nadaljuje v Sloveniji. Pozdravljena oba, najlepša hvala, da ste z mano. Z veseljem. Se že veselim tega pogovora. In prvo vprašanje je za oba. Oba sta se odločila za študij v tujini in me zanima, zakaj? Kaj vaju je takrat gnalo v svet, kaj sta iskala zunaj Slovenije? Kaj ste prepoznala, da vama Slovenija ne more dati, tujina pa lahko? Anžej, lahko tebi? Začnejo predsednik. Izvoliš, prosim. Ustrajam. Želim si, da bi bil ta odgovor enostaven in želim si, da bi bil povezan samo z ambicijo in z željo po večjem trgu, večjem dosegu, večjih metih. V resnici se mi pa zdi, da so vsi taki premiki navznoter vedno osebni. In jaz sem potem z leti terapije ugotovil, da je šlo v mojem primeru za neke vrste pobeg. Šlo je za umik iz okolja, ki mi je mogoče postalo malenkost pretesno, ali pa sem jaz postal malo nekompatibilen z okoljem in sem iskal nekaj drugega. Ko iščeš nekaj drugega, najdeš nekaj drugega. Stvari, ki absolutno ustrezajo pričakovanjem in na drugi strani izzive, na katere nikoli nisi zares pripravljen ali pa ki jih ne bi nikoli pričakoval. Tako da se mi zdi, da ti premiki pridejo z dobrim in slabim, ampak me predvsem zato veseli, da sem nekako po 18 letih našel pot nazaj. Ok, odlično, hvala. Kaj pa ti, Žan? Ja, pri meni je bila mogoče zgodba malenkost drugačna. Torej v Mariboru, druga gimnazija v Mariboru izvaja program mednarodne mature. Je nekako naravna pot tega izobraževanja, da odideš na študij v tujino. Je pa tako, da mogoče nisem pravi čas pravzaprav začel razmišljati o študiju v tujini in seveda sem zamudil vse roke za pisanje SAT testov in podobno, ki jih moraš opraviti kar zgodaj v času zaključevanja srednje šole. Tako da sem se najprej vpisal na medicino v Mariboru in študij po letu dni opustil. Videl sem, da pač dejansko do 45. leta, dlje kot pa do UKC-ja ne bom prišel, do dokončane specializacije. In sem potem imel pa vedno v sebi to, da sem želel nekako videti svet. Namreč moja mama je 10-15 let pošiljala mladostnike v tujino na tečaje tujih jezikov in jaz sem imel priložnost na teh poletnih šolah tudi delati, tako da sem v bistvu vso srednjo šolo poletje preživel v Veliki Britaniji, na Malti, Irskem in podobno. In sem pravzaprav že na nek način živel čez poletje v tujini. In potem je bila pa tukaj ta v bistvu neka želja po spoznavanju sveta, v katerem še nisem bil. In je Azija in pa Oceanija sta bile tukaj področje, ki sta me pravzaprav najbolj fascinirali. Srednjo šolo sem končeval ravno v času svetovne finančne krize. Vedno so me zanimale finance, ta makroekonomija. In ko sem ugotovil, da je v finančni krizi od vseh bank na svetu so jih sam 7 ostalo z najboljšim ratingom, od tega so 4 bile iz Nove Zelandije, sem rekel, to je neka normalna država, gremo pogledati, kaj pravzaprav ta država dela in takrat sem se potem prijavil na študij tja in šel v Novo Zelandijo.
Okay, oba odgovora sta me presenetila, zanimivi odgovori in me v bistvu zanima pa zdaj to. Ko sta odhajala, a sta si predstavljala, da se bosta vrnila, ali je bilo to pač že takoj nekaj začasnega, a sta odšla že z namenom se vrniti nazaj, kakšna je bila ta točka odhoda? Ne vem, če je bil ta nek makro načrt izdelan na tisti točki. Zdi se mi, da se mogoče malenkost zalučaš v vodo in splavaš. Je pa res, da moji prijatelji opazujejo že leta to, čemur jaz pravim 5-letni itch. Ta srbečica, da v obdobju 5 do 7 let vsakič znova se zgodi ta cikel, kjer si v tujini in se ti zdi, mogoče pa bi šel domov. In potem začneš o tem razlagati, razmišljati in vsi rečejo, ne, kaj boš počel v Sloveniji, kaj boš delal doma, trg je premali, ti si drugačen, vse je drugače. In ne vem kateri, po mojem ta tretji cikel zdaj, ki se je končal, me je končno pripeljal nazaj, ampak mislim, da nikoli ni bilo namena, da se vrnem nazaj. Gre bolj za občutja, ki te nekako vlečejo nazaj, mogoče je to povezano tudi, da si upam reči z leti, da iščeš varnost in se mi zdi, da Slovenija, pa ne samo Slovenija, mislim, da dom ali pa ta koncept doma vedno služi kot varnost. Varnost, ja, zanimivo in k tem se še vrnemo. Zdaj pa me zanima, kako si pa ti, Žan, na to gledal? Mislim, da se vsakih 6 mesecev, v času, ko si v tujini, malo narediš tak en presek, kje si pa kaj naprej in dobiš tudi mogoče drugačen uvid. Mogoče greš z neko idejo, ja, boš dlje časa, ne vem, bil v eni državi, pri meni se to zelo hitro obračalo, skoraj na 10 mesecev. Sem šel iz Nove Zelandije, potem v Singapur, pa potem spet nazaj malo v Novo Zelandijo, pa spet nazaj. In, v bistvu se stvari so tako hitro menjavale, da pravzaprav ko spoznavaš tudi ljudi, ki tam živijo in kulturo in bom rekel običaje, ugotoviš, da za določeno žensko obdobje je to verjetno super, Potem pa ti že vsi reče, a veš, ko boš pa prišel tista leta, pa boš mogel začeti razmišljati malo še o družini, pa tako naprej, Pol pa to ni več tako super, a veš, pa malo da razmisli, Prav, zdaj, ko za nazaj je lahko biti pameten, po bitki smo vsi generali, ampak za naprej predvidevati pa je pravzaprav takrat tudi nisem niti šel z nekimi, bom rekel, velikimi načrti, da bom zdaj nekje zares ostal. No, pač ja, imel sem idejo, da bom dlje časa ostal, sploh v Singapurju, ampak je potem nekako ta zgodba tudi z našim družinskim podjetjem, ki je pravzaprav zasebna izobraževalna ustanova, me pripeljala nazaj v Slovenijo. Tako da, ja. Ok, super. In še eno vprašanje, Žan. Ti si pa tudi predsednik trenutno društva Vtis, ki povezuje v tujini izobražene Slovence in ravno prejle si mi zaupal, da imate kar 3500 članov, kar je ogromno. In me zanima, ko si v stiku z vašimi člani, ko poslušaš zgodbe Slovencev po svetu, kaj bi ti rekel, da je najpogostejši razlog ali pa so najpogostejši razlogi, da odidejo? Ja, zdaj društvo je bilo ustanovljeno 12 let nazaj, tako da imamo zelo raznoliko članstvo danes, Večina je že zaposlenih, seveda imamo vsako leto, bom rekel, novo kohorto študentov, ki se odločajo za študij v tujini, teh je okrog 300 na leto, Potem pa imamo seveda članstvo, ki se je v teh 12 letih iz študentov prevelilo v mlade diplomante, danes pa so številni tudi že na vodilnih, bom rekel, mestih v gospodarstvu, približno polovica članov je takšnih. Dobrih 20% jih dela v visokem šolstvu, torej kot raziskovalci ali pa visokošolski učitelji v tujini, nekaj 10% jih dela v evropskih inštitucijah, v javnem sektorju po državah in pa preostanek so potem študenti. Od tega, naprimer pri gospodarstvenikih, kar nekaj tudi podjetnikov, tako da se zadeva, bom rekel, zelo raznolika. In mi, bom rekel, skozi različna anketiranja, pa tudi analize, ki jih imamo na podlagi podatkov, o članstvu ugotavljamo, da je eden izmed ključnih razlogov za odločitev študija v tujini prav, bom rekel, ta, da spoznajo svet na eni strani, drugo pa, bom rekel,
v veliko krat pa tudi zato, ker obstajajo določeni nišni programi študijski, ki v Sloveniji ni. Ne? In se potem tudi zaradi tega odločijo. Ne? In pa seveda zato, ker je naprimer določena, bom rekel, okolja, ne? Torej visokošolski študiji v nekem mestu ali pa neki državi so vedno odraz neke, bom rekel, družbe. Ne? Tako pač industrij, ki so v tisti družbi, pa tudi kaj je, bom rekel, v tisti državi najbolj družbenega pomembno. Ne? In se seveda potem odločijo za študij v nekih centrih. Ne? Tako naprimer je London, naprimer, če se gre za področje financ, pa Frankfurt, ne, v Nemčiji, pa če gre za področje bioteka, ne, se potem odločajo za take centre. Ne, in to je pravzaprav tudi potem požene mlade, da se odločijo za študij v tujini. No. Ja, se strinjam. Ja. In tudi te centri potem v bistvu niso samo študij, ampak cel paket znanja in poznanstev in kontaktov in... Drži, študij je sam pot, ne, do pač naslednjega koraka. Ne. In ti, ko se odločajo danes že za študij mladi, vidimo, da se odločajo tudi za to mislijo. Ne. Torej se ne odločajo samo grem študirati nekaj, pa bom potem videl, kaj bom, ampak imajo nekako nek plan, kaj bi radi v življenju počeli. Ne. In seveda potem to odraža, ne, kje bodo to podelali, ne, in na kak način bodo do tega prišli, in študij je tu pač nek most do tega. Ne. Ja. Anžej, London, Pariz, Tokio in spet London. Kaj ti je življenje in delo v tujini in v resnici v zelo različnih državah in kulturah dalo kot človeku in kot strokovnjaku? Mislim, da me je mogoče na nek način razdrobilo, da je vsak košček mene danes odraz tega, kar se je dogajalo v teh različnih kulturah in okoljih. In Žan, absolutno se strinjam s tem, ker tudi v mojem primeru študij modnega novinarstva je preveč nišen, da bi sploh lahko o njem razmišljali v slovenskem kontekstu. London, Anglija, London kot epicenter eden 4 modne industrije pa je absolutno ustrezal temu. Zdi se mi, da so me vsi ti delčki izoblikovali v nek tak švicarski nož, kjer lahko lažje razumem, delam z drugimi, lažje se vklopim in hitreje se vklopim v okolja in se prilagodim. Mislim, da je to tudi ena vaja v prilagajanju, v ponižnosti, v vzbujanju spoštovanja do drugih in drugačnih. Tako da mislim, da glavna stvar, ki jo jaz jemljem od tujine, je to, kako daleč me je potisnila. Te meje mišljenja, pa tudi nekih omejitev, s katerimi mogoče v majhnem okolju popolnoma naravno odraščaš zgolj zaradi velikosti okolja. In enako me zanima tudi pri tebi, Žan, ker spet v bistvu, tako kot pri Anžeju, spet 3 čist, drugi v bistvu kontinenti, druga mesta, Nova Zelandija, Singapur, Velika Britanija. Kaj ti je to dal kot človeku, strokovnjaku in kako je to tudi vplivalo na tvoj pogled na Slovenijo? Ja, zdaj, mislim, tukaj v bistvu smo se s tem vprašanjem veliko ukvarjali, ko sem bil na Novi Zelandiji na študiju. Čeprav bi to študij, bom rekel, ekonomije povezavi z statistiko oziroma matematiko, smo se veliko ukvarjali s tem, pravzaprav, ne, kaj Nova Zelandija je, ne, kako so drugačni od ostalih, ne, in zakaj so drugačni. Ne, in v bistvu, ne, ta razvitost kulturne bližine drugih kultur je ena stvar, ki je Nova Zelandija izjemno razvila. Ne. V Novi Zelandiji danes v prestolnici živi, mislim, več kot 1/5 po deležu več Kitajcev kot v Singapurju. Ne, kar si mogoče tako, bom rekel, ne predstavljamo. Ne. In to, da ne, če ti danes letiš iz Nove Zelandije 4 ure, ne, to se mi tako meni profesor lepo narisal, ne, prideš sam do Avstralije, ne, dosežeš, mislim, da 2% svetovnega gospodarstva, ne, torej bruto domačega proizvoda gospodarstva. Če pa to isto pot narediš iz Slovenije, ne, pa dejansko dosežeš, mislim, več kot tretjino. Ne, in čisto drugače začneš gledati na stvari, ne, kot ti nekdo, tako bo rekel, plastično predstavi, ne, stvari. Ne. In to, da ne, Novozelandci, na primer, pa nasplošno tudi Vzhodna Azija, ne, ljudje funkcionirajo, da
so na nek način bistveno bolj povezani, bistveno bolj mobilni, kot smo danes Evropejci med seboj. Ne. To, da se ti pelješ na sestanek v London, ne, ali pa da greš za vikend v Avstralijo, ne, kar bi pri nas pomenilo, da greš pravzaprav na Bližnji vzhod, ne, po številu ur leta, ne, je to nekaj čisto običajnega. Ne. In čisto drugače, pač svet se zmanjša, no, v tem smislu, ne, in postaneš bistveno bolj mobilen, bistveno bolj, bom rekel, odprt do drugih kultur in nekako te bariere, ki jih mogoče imaš vsidrane nekje v glavi, da je pač neka meja fizična, ne, države, se naenkrat izbriše, ne, in da lahko začneš delati, bom rekel, in razmišljati dosti bolj globalno. No. Tako da to je bil en tak ključni preskok, no, v mišljenju. Ne. Drugo je pa seveda, kar je že Anže povedal, ne, se mi zdi res, v bistvu, ne, skozi vse te preizkušnje, ki jih daš, ko si pač nekje pravzaprav se na pot odpraviš sam, ne, dejansko zelo osebnostno zrasteš, ne, in postaneš, ne, bom rekel, dosti bolj odgovoren zase in pa seveda tudi dosti bolj ponižen, ne, do tega, kar se ti dogaja v življenju. Oba sta ogromno prejela, oba sta ogromno doživela, oba vaju je ta izkušnja, kot slišim, kar nekako prisilila naprej. Hkrati pa sta se oba na neki točki odločila, da prideta domov. Razlogov smo se že malo dotaknili, dom, domače podjetje in tako naprej, ampak zanima me, kaj sta tehtala pri tej odločitvi? Kaj je bil tisti trenutek ali pa razlog, ki je dokončno prevesel tehtnico? Kaj je bil mogoče tisti del na tehtnici, ki vaju pa vseeno vlekel, da se ne bi vrnila? Kako je ta proces potekal glede vračanja notranji? Koliko časa imamo za ta odgovor? To je dolg proces, to ni nekaj, kar se zgodi skozi noč in tudi zdi se mi, da pride zelo veliko odgovornosti do posledic take odločitve. Mogoče moram jaz iti spet malo bolj na osebno raven, da je bilo to povezano z vprašanjem, kater od teh delcev je najbolj avtentična različica mene. Všeč mi je ta rek, da ne glede na to, kako daleč bežiš in kako daleč tečeš, boš na drugi strani vedno najprej srečal sebe. In to drži. In se mi je zdelo, da moram mogoče poiskati pot nazaj do različice sebe, ki sem jo pred 18 leti pustil tukaj. Hkrati je pa 18 let kar dolg cikel, pravzaprav bi bil ta otrok že zdaj polnoleten in se mi zdi prav, da se z določenimi stvarmi soočiš, dokler imaš možnost, da še kaj popraviš. Ok, zanimivo in se še vrnemo. Zdaj pa me zanima, kako je pa ta jeziček na tehtnici bil pri tebi? Pa mogoče je bilo tukaj manj razmišljanja, no? Bom rekel, je bila kar ena taka spontana in pa kar hitra odločitev, no? Da pač se vključim in da pač zaradi osebnih okoliščin družinskih članov se bolj aktivno vključim v družinsko podjetje. Ampak vseeno, ne, tako bom rekel, bilo je pa skozi to, ko se vrneš, ne, pravzaprav, ne, se potem skozi sprašuješ, je to ok ali ni ok, ne, ali smo zdaj v nekem, bom rekel, ali sem zdaj spet na nekem mestu ali po državi, kjer je kakovost življenja dovolj visoka, mi to ustreza ali mi ne ustreza. In v bistvu, ko postaviš vse pluse in minuse, ne, bom rekel objektivno, ne, o tem, kje Slovenija danes je in kako se tudi v zadnjih 10 letih razvija oziroma se je razvila, ne, zelo hitro ugotoviš, da vse ni tako slabo, ne, ker če doživiš svet, kjer obstajajo, ne vem, velike socialne razlike v družbi, kjer vidiš, da dejansko te socialne mobilnosti ni, ne, da nekdo, ki prihaja z družine z nižjimi dohodki, res težka, ne, pride do nekega, bom rekel, in dobrega študija in nekega kariernega uspeha, ne, ker ima pač neke, bom rekel, socialno-ekonomske ovire, ne, vidiš, da pravzaprav imamo z vidika tega v Sloveniji pa res odlično poskrbljeno. Ne, in potem seveda, ne, kar se tiče, bom rekel, geografske, ne, lege in pa same bližine, ne, Evrope, ne, seveda tukaj ta dodana vrednost, potem pa so tako, bom rekel, zelo kaj mehke stvari, ne vem, 4-letni časi, ne, hrana, ne, tako, ne, po začneš pravzaprav tudi to, seveda na začetku vse to zelo cool, ne, ko sprobaš, bom rekel, vse te raznolikosti v svetu, ne, ampak začneš pa potem vseeno ceniti to, kar
kar je domače, ne, in ti je mogoče znano iz otroštva. In kocka je padla in ste se odločila, da se vrneta. In me zanima, Anžej, kaj je bilo pri vračanju najtežje? Kaj pa te je mogoče pozitivno presenetilo? Dajmo začeti s pozitivnim. Okay. Mislim, da je največja razlika, ki jo jaz opažam v svojem dnevnem življenju v Sloveniji zdaj, da se je odprla, da postaja bolj raznolika, bolj raznobarvna, da je več različnih mnenj, da je več kultur, ki bivajo na tem istem prostoru, in verjetno najlepša stvar, ki se mi je zgodila v zadnjih 3 mesecih, kar sem nazaj, je bilo opazovati to z nekimi svežimi očmi, ker si le nekaj časa iztrgan iz okolja in ga vidiš mogoče drugače kot to, če si tu in te spremembe doživljaš sproti. Negativna stvar je administracija. Zdi se mi, da te nihče ne pripravi na to, kaj se zgodi, ko se po 18 letih odjave iz davčnega sistema, s pretečeno vozniško in tako naprej vrneš nazaj v sistem, ki absolutno ni pripravljen na to, da se kdo vrne. Mislim, da ti izpisi so precej enostavni, vrnitve pa na nek način se zdi, kot da se moraš znova dokazati okolju, ki te je ustvarilo, da si ga vreden ali pa da mu lahko pripadaš. Tukaj pa moram reči, da bi se dalo še malo zgladiti reči za tiste, ki prihajajo. In k temu vprašanju se še vrnemo, ampak predtem pa me zanima tudi tvoj vidik, Žan. In sicer me zanima prav iz 2 točk. Eno je ti osebno, kaj ti je bilo težko pri vračanju, kaj je bilo mogoče lažje, kot si pričakoval. Drugo podvprašanje, pa te prosim, če kar na oboje odgovoriš, se pa tiče tega, da smo Zavod za zaposlovanje in Društvo Vtis lani pripravili zelo obsežno anketo članov Društva Vtis glede vračanja, kjer so izpostavili, kaj česa si več želijo, kaj jih moti, kaj jim pride prav, in bi te prosila, če odgovoriš na to vprašanje kot Žan in kot predsednik Društva Vtis. Ja, torej, če začnem kot Žan, torej, ja, mogoče pri vračanju, največji šok je verjetno ta, bom rekel, socialno okolje, ki si ga razviješ, bom rekel, in prijateljev in družbe in znancev v tujini, in seveda to spet neka sprememba, in pravzaprav se vrneš v okolje, ki si ga zapustil, in imaš nek občutek, kot da si se vrnil malo v časovni stroj nazaj, tako da enake ljudje, enake šale se pojavijo, da češ, okej, nič se toliko ni spremenilo, čeprav dejstvo, da se stvari spremenijo. Na drugi strani pa seveda sem to kompenziral s tem, da sem pač še poskušal imeti enak življenjski slog, v smislu, bom rekel, tega globalnega mišljenja in tudi potovanja med evropskimi, naprimer, prestolnicami in obiski potem družbe tudi pri meni in prijateljem in tako naprej. Tako da se da to kar potem lepo skompenzirati, če se pravilno organiziramo. Teda to je v bistvu veliko, si takih stvari, ki nas zmotijo, bom rekel tako, se lahko tudi izboljšamo, če se znamo sami organizirati. Tako da to je, kar se tiče, bom rekel, življenjskega sloga. Zdaj, kar se tiče, pa bom rekel, teh administrativnih stvari in pa Društva Vtis, ter ankete o vračanju, pa je ravno to ena taka točka, ki smo ugotovili, da obstaja ta bolečina, oziroma obstajajo določeni postopki, ki jih pač mora nekdo, ki se vrne v Slovenijo, izpeljati. Govorimo o prenosu delovne dobe, govorimo o priznavanju v tujini pridobljenega izobraževanja, torej o vrednotenju. Govorimo o reaktivaciji davčne številke, davčnega rezidentstva, in tukaj so vključena, bom rekel, številne ministrstva, številni uradi, in v bistvu ideja je, da bi imeli, oziroma mislim, da že imamo zdaj eno tako kontaktni center v državi, ki bi naj nudil potem support, ampak mogoče je treba narediti še korak naprej in dejansko imeti concierge servis, to pomeni, da imaš dejansko eno osebo, ki ti bo to vse uredila, in se spozna na te postopke. Nekatere države to imajo, jaz sem bil tega deležen kot študent v Singapurju, ker me je tam na letališču pri cariniku pričakala moja osebna izkaznica oziroma dovoljenje za prebivanje takrat. Tako da se da stvari narediti, in to je seveda neka storitev, ki jo lahko država
naredi in reče, ok, ta država ima pa res urejen sistem. Ne. In na isti seveda izkaznici imaš in zdravstveno zavarovanje in vozniško dovoljenje, vse, kar pač rabiš življenja v neki državi. Ne. Tako da stvari se danes v pač dobi te hitro rastočih se tehnologij absolutno da posodobiti in zelo hitro potem rešiti vse te izzive, ki se zdaj pravzaprav pojavljajo osebam, ki se vračajo, pa tudi tujcem, ki prihajajo v Slovenijo. Ne. Tako da bom rekel, po eni strani je nam še lahko, poznamo vsaj jezik, zelo dobro, tako da se znamo potem organizirati, tujcem je še toliko težje. Tako da s tem ne bomo rešili samo problema za tiste, ki se vračajo, ampak seveda tudi za vse, ki prihajajo iz tujine živeti v Slovenijo. Wow, tale singapurski primer me pa kar presenetil pozitivno, torej nek one-stop shop bi bil en velik korak tukaj pri vračanju. In si mi že odgovoril na vprašanje, kaj bi lahko Slovenija naredila še več. In me zanima, kaj pa ti misliš, Anžej, da bi lahko Slovenija naredila še več, zato ker je v resnici vračanje talentov zelo pomembna tema za Slovenijo in je tudi v javnostih in strani odločevalcev večkrat poudarjena, ampak kaj bi pa lahko Slovenija, odločevalci naredili več, da bi olajšali vrnitev talentov iz tvoje izkušnje? Zdaj ne vem, če lahko Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje obremenim s tem pričakovanjem, ampak zdi se mi, da bi se absolutno morali znižati prispevki za samostojne podjetnike v tej državi. Ker ko gledam in primerjam izkušnjo ustanavljanja svojega SP, in ga primerjam s stroški in s postopki, ki sem jih opazoval drugje po svetu, se mi zdi, da smo nekonkurenčni. Nekonkurenčni v tem smislu, da je bilo celo meni svetovano pred odhodom iz Velike Britanije, da če slučajno nameravam odpirati kakšen SP, ga ne odpremo v Sloveniji. Kar pomeni, da se dogajajo situacije, kjer so ljudje del fiktivnih sistemov samo zato, ker je naš preprosto predrag, predvsem zato, kar ponuja. Tako da mislim, da največja stvar, ki jo lahko Slovenija kot država naredi, je, da je malce bolj prijazna do tistih, ki se v teh časih podajo po poti, ki je tako trnova in tako nepredvidljiva v svetu gospodarskih kriz in velikih sprememb, da največja stvar, ki jo lahko naredimo, je, da omilimo ali pa ponudimo več za te prispevke. Hkrati pa jaz čutim eno odgovornost do okolja, ki mu pripadam, okolja, ki mi nudi zdravstvo, okolja, ki mi nudi neke določene, neko stabilnost, pa tudi, ki ustvarja večjo enakost za druge. Jaz mislim, da moramo malo biti pripravljeni mi potrpeti ali pa kaj svojega dati za to, da bo tudi drugim lepše. Je pa treba najti tu malo večji balans, ker ni konkurenčen. In ker gre za v resnici večje število področji, ki so ključne za kvaliteto življenja, od zdravstva, stanovanjske problematike, šolstva, zaposlovanja, samozaposlovanja, gospodarstva, je Zavod za zaposlovanje skupaj z društvom Vtis že razmišlja, da bi v jeseni začeli z eno novo delovno strateško skupino, kjer bi povezali vse odločevalce, ki na to vplivajo, da bi lahko naredili strategijo, da bi tukaj skupaj ustvarili malo boljše okolje za vračanje talentov. In če zaokrožimo to temo, Žan, kaj ti misliš, da bi lahko res Slovenija naredila, da bi bila čez 3, 5, 10 let res boljše, bolj privlačno okolje za vračanje talentov? Ja, zdaj, tako kot pač imamo sodelovanje z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje, sodelujemo tudi z drugimi deležniki. Naš največji financer je Urad za Slovence in pa zamejce po svetu. Tako da tukaj pravzaprav vidimo sledeče. Torej, anketa je ena ključnih stvari pokazala, da si več kot polovica našega članstva želi vrniti v Slovenijo. Tako da želja obstaja, dejanskih vrnitev pa je izjemno malo.
Ne. Govorimo, mislim, da je manj kot 10% članstva prišlo nazaj. Ne. Tako da ta želja obstaja, ne. Seveda, ne, eni imajo, bom rekel, raznolike časovne horizonte, nekateri si želijo takoj, nekateri imajo to željo v 10 letih, 20 letih in tako naprej. Je pa tukaj več ovir. Eno je absolutno to, kar je povedal že Anžej, ne, da enostavno, bom rekel, davčna obremenitev, torej plača je nek faktor, ne, ni pa ključen faktor, ne, ali pa, ne vem, stroški odpiranja podjetja in podobno. Potem so tukaj, bom rekel, tudi osebni davki, ne, torej dohodnina, ne, in tukaj moram reči, da je država naredila nekaj olajšav, ne, na tem področju, ampak če jih primerjamo z drugimi članicami Evropske unije, naprimer Portugalsko, Nizozemsko, vidimo, da to 1/10 tega, kar so te države naredile za vračanje njihovih talentov nazaj. Ne. Največji razlog, pravzaprav, ki ga pa opažamo, je to, da ne, si želijo naši Slovenci, ki so v tujini, v mednarodnih podjetjih, ki ne delajo samo v, bom rekel, okolju tiste države, ampak so običajno zelo mednarodni timi, ne, sploh kadar delajo v večjih teh centrih, o katerih smo prej govorili, ne, si želijo takšnega delovnega okolja pri nas. Ne. In tega pravzaprav v Sloveniji še nimamo toliko, kot bi si upali priznati. Ne. Torej, še vedno se v večini podjetij govori izključno slovensko, to pomeni, da je, ne, naravno so timi zelo, bom rekel, lokalni ali pa vse regionalni, ne, torej povezani morda z Zahodnim Balkanom. Tako da to je ena stvar, ne, torej več mednarodnih timov, ne, več mednarodnih podjetij v Sloveniji, ne, ki niso lokalizirano v Sloveniji, ampak dejansko funkcionirajo kot mednarodna podjetja. In pa ključna stvar, ki se zgodi vsakemu, ki odide v tujino, tam tudi ostane, ne, seveda, ne, se zgodijo osebne zgodbe, ne, torej se zaljubijo, ne, dobijo partnerje, partnerke, ne, ki običajno niso Slovenci in Slovenke, ne. Tako da večje vprašanje kot to, kar bo delal Slovenec, ki se vrne v Slovenijo, je, kaj bo počel moj partner in kam bo hodil moj otrok v šolo, a zna zdaj dovolj slovensko, a gre v slovensko šolo, a gre v nek mednarodni program. Ne. To so ključna vprašanja. Ne. Tako da bi mogli te Slovence, ne, ki so v tujini, obravnavati pravzaprav našo diplomacijo, ne. Ko razmišljamo tudi o otrocih, ne, in pa ženah in možeh, ki potujejo za temi diplomati po svetu. Ne. Tako da, ne, moramo pravzaprav pogledati zadevo še malenko širše, ne, in jim ponuditi, ne, bom rekel, nek paket, ki rešuje tudi ta dva izziva. Ne. Torej celotno družino, ne samo posameznika. In s temi odprtimi vprašanji in predlogi zaokrožujemo naš podcast. Sprehodili smo se od osebnih zgodb, izkušenj, pa do čisto konkretnih predlogov za prihodnost. Da pa zaključimo na malo bolj sproščeni noti, bomo zaključili za eno kratko igrico. Za vsakega sem pripravila malo drugačno in začnemo z Keep One Anžej Edition. Eno zbereš. Aha, ok. In ta gre s tabo v naslednji krog. Ok. Kariera v tujini ali življenje v Sloveniji? Licemersko bi bilo reči življenje v Sloveniji, tako da kariera v tujini. Kariera v tujini ali družina in prijatelji? Družina in prijatelji. Družina in prijatelji ali finančne priložnosti? Družina in prijatelji. Družina in prijatelji ali mednarodne izkušnje? Družina in prijatelji. Družina in prijatelji ali kakovost življenja? Kakovost življenja. Kakovost življenja ali občutek pripadnosti? Kakovost življenja. Kakovost življenja ali občutek doma? Kakovost življenja. Kakovost življenja je tvoj končni kandidat. Nam poveš še par besed, zakaj si ga izbral? Ne vem, mislim, da to veliko razkriva o vseh plasteh mene. Ker na začetku, tako kot na letalu, če se karkoli zgodi, moraš najprej sebi namestiti opič, preden lahko pomagaš drugemu. In se mi zdi, da kakovost življenja, ki si jo uspeš ustvariti, je to, kar pomaga odkleniti vse ostalo in vsem ostalim. In kakovost življenja je nekaj, kar Slovenija lahko nudi. Absolutno. Žan, za tebe imam pa igrico asociacij. Se pravi, brez razmišljanja udariš, kar ti prvo pride na pamet. Beg možganov. Kroženje možganov. Kroženje talentov. Beg možganov. Vračanje v Slovenijo. Priložnost. Slovenci v tujini. Priložnost. Slovenski delodajalci. Zelo lokalni. Birokracija. Nočna mora. Dom. Dom. Društvo Vtis. Društvo tujini izobraženih Slovencev. Talent. Priložnost. Prihodnost Slovenije. Svetla.
In jaz ne vem, če je kakšna lepša misel, s katero bi lahko zaključili ta podcast, kot prihodnost Slovenije je svetla. Najlepša hvala mojima gostoma za ta raznolik, zanimiv pogovor, ki je vsaj meni ogromno dal in sem prepričana, da tudi našim poslušalcem. Najlepša hvala, ker ste bila z nami in hvala tudi vam in se vidimo spet za kulisami trga dela.